Danes se nahajam v Gornji Radgoni, kjer bom obiskala pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti. Zdaj vidim en prospekt zraven naju. Za kaj se gre? To je eden izmed panojev, ki prikazuje dobitnika okoljskega priznanja znak kakovosti v graditeljstvu. Tukaj imamo pač samo to blagovno znamko, to je ta pač hišica za 5 evrov krako zvezdico, ki je simbol odličnosti. Gre pa za to, da na sejmu v Gornji Radgoni podeljujemo vsako leto tudi najboljšim pač izdelkom ali pa proizvodom te priznanja znak kakovosti v graditeljstvu. Letos praznuje to okoljsko priznanje že 20-letnico. Od drugih je to neobvezni certifikacijski znak, to je znak za okolje. Je edini v Sloveniji za samo graditeljstvo in se pravi, ker je to znak odličnosti, kot smo že rekli, ga dobi samo najboljši na svojem področju in tisti, ki za najboljšim zaostajajo za 10%. Letos je to priznanje podeljeno podjetju Gras za izvedbo konstrukcijskih ojačitev, kot vidimo, starih zidanih objektov. Ker te ojačitve ni tako enostavno delati, moraš imeti specialna znanja in veščine, zato da veš, kako boš to utrdil, da ne boš pač poslabšal tega kulturnega spomenika na eni in drugi pač kriterijev, kar se tiče, in boš utrdil samo konstrukcijo in s tem pač podaljšal tudi samo življenjsko dobo. Na tej strani sta pa še dva dobitnika okoljskega priznanja znak kakovosti, to so pa za montažo stavbnega pohištva. Prvo podjetje je Arkod, drugo podjetje je Sattler. Pri vgradnji stavbnega pohištva pa se ocenjuje, se pravi, sam proces vgradnje, ali obvladajo sodobno vgradnjo, kot smo že prej rekli, ali obvladajo, kako naj pripravijo odprtino, kakšna ne bo podlaga sama, kako upoštevajo tudi energetske recimo kazalnike, da bo čim manj toplote šlo skozi okno, zato tudi kako rego zatesnijo, kako rokujejo, se pravi, kakšne elemente zbereš, ali so elementi pretežki, ali so prenerodni za recimo samo upravljanje, bojo lahko recimo to okno tudi otroci manevrirali ali pa starejši ljudje, ker pri odpiranju in zapiranju je zelo pomembno, da nam na okno pade na glavo, a so upoštevali, da dovolj svetlobe pride v sam prostor. O čem zdaj govorimo, če pogledamo tukaj sosednjo okno, vidimo, da je okvir zelo širok, sama šipa je pa zelo majhna. Kar pri izbiri okn, recimo že pri samih lastnostih, moramo biti pozorni na samo toplotno prehodnost zasteklitve, na samo prepustnost za energijo sončnega sevanja, se pravi, koliko energije, koliko sončnih žarkov pride v prostor in nam s tem dodatno segreje prostor in koliko svetlobe tudi pride v prostor. Potem je pa še pomembno, se pravi, sam proizvodni proces oziroma ta proces same vzgradnje, samega prijavitelja, se pravi, kako znaš ti zagotavljati delo, da ti delavci recimo ne sedijo doma 14 dni, potem pa 3 tedne recimo delajo po noči in po dnevi, če malo karikiramo, pa kakšen imajo tudi odnos do okolja podjetja, v katerem živi, ali aktivno sodeluje z lokalno skupnostjo, ali je pa pasivno, pa ga zanima recimo samo prihodek, dobiček, pa uničevanje okolja. Potem tudi recimo kakšen ima recimo ta odnos do zaposlenih, ali skrbi za varnost in zdravje, se pravi ta OHSAS 18001, ki je zelo pomemben. In na konci, se pravi, upoštevamo oziroma gledamo še ta finančni vidik. Čeprav ima največji število točk, se pač dobiš že za samo vgradnjo. Torej, to so podjetja, ko bi jih vi priporočali? To so podjetja, ki so pač letošnji dobitniki tega okoljskega priznanja znak kakovosti v graditeljstvu, ki so se pač izkazali na svojem področju, ker mi ocenjujemo samo slovenske proizvajalce oziroma izvajalce ali pa tehnologije.
Ocenjujete pa vse, ki se s tem ukvarjajo, ali morajo podjetja kandidirati? Podjetja morajo kandidirati, ker morajo pač kar veliko stvari, dokazil in tako naprej pokazati, ne? Ker mi ocenjujemo na podlagi nekih dokazil. Ne? Je pa problem, kot sem že rekla, da jih dobi samo 10% najboljših. Če si pač nisi v rangu teh 10%, potem tega priznanja ne moreš verjeti. Ne? In koliko podjetij je letos kandidiralo? Letos je kandidiralo 5 podjetij, od tega so 3 pač pridobili znanje, znak kakovosti v graditeljstvu. Je po vseh teh 20 letih zaradi samih meril, ki so relativno strogi, bilo podeljeno samo 171 teh priznanj na 28 področjih. Kaj to pomeni? Da imamo 28 področij, kot so recimo okna, vrata, vgradnja, recimo stavbnega pohištva, potem recimo z področja kulturne dediščine so za same fasade, za ostrešje, pa za konstrukcijske ojačitve, pa za sanacijo vlage, potem imamo recimo tudi za kritino, pa imamo za same recimo naravni kamen, recimo potem imamo za same kamnolome, separacije, betonarne in tako naprej.